Sonja, pozdravljena. Lep pozdrav. Najprej naj ti čestitam za pogum in pripravljenost, da se na razpolago za to odgovorno in pomembno, zahtevno funkcijo, kot je predsednica zveze. Iskrene čestitke tudi za to, da si po mnogih desetletjih na čelu zveze spet ženska. Ja, hvala za čestitke, hvala za vse spodbude, ki sem jih bila te dni deležna, tudi strani članov, tudi ne članov. To mi veliko pomeni, zato ker jaz želim biti predvsem predsednica Zveze slepih, predvsem slepih, in zato mi ta podpora z te strani zelo veliko pomeni. Da sem pa ženska, ja, to pa je kar ena taka stvar, ki vidim, da je pa kar odmevna. Nisem si mislila, nisem niti razmišljala o teh stvareh, ko sem šla v kandidaturo, ampak res, ja, izgleda, da več kot pol stoletja ni bilo ženske, tako da sem tudi v tem smislu vesela, no, in tudi imam v upravnem odboru še eno žensko, ki je tudi vesela, da sva zdaj dve, tako da mogoče se pa zveza tudi bolj na žensko stran obrača. Super. Sonja, imaš mnogo talentov. Eden tvojih največjih, po mojem mnenju, pa je ta, da znaš biti res blizu ljudem. Tako kot si rekla, je to tudi tvoja želja v novi vlogi predsednice zveze. Zato te prosim, če nas popelješ skozi tvojo življenjsko pot. A nam lahko kaj več poveš o družini, v katero si se rodila, kaj je tvoj najlepši spomin na zgodnja leta v krogu tvoje družine? Nekaj o tem. Hm? No, najprej vesela sem, da me čutiš, upam, da me tudi drugi, kot neko pač osebo, ki rada povezuje ljudi, ki ima rada ljudi. To je moj največji življenjski cilj, biti blizu ljudem, delati z ljudmi in za ljudi. In zato si tudi iskreno res želim te povezanosti. Jaz se rada pogovarjam, dogovarjam in to mi res ena taka stvar, da si delimo mnenja, tudi če nismo na istem bregu, ampak da si upamo povedati, da je en tak odprt dialog. No, kar pa se moje življenjske zgodbe tiče, torej rojena sem takrat nekje, ko je bila Mimi Breznik, zadnja predsednica Zveze slepih, ženska, v družini, no, rekla delavsko-kmečki, 5 otrok, 5 deklet, jaz sem četrta po vrsti in kot edina z okvaro vida. Zelo kmalu po rojstvu so ugotovili, da je nekaj narobe z mojimi očmi, tako kot marsikdo, imam tudi jaz podobno zgodbo. Potem se začnejo tekanja okrog zdravnikov in tako naprej, iskanje rešitev, iskanje upanja, trkanje na vrata. Kot otrok čutiš tisto stisko, to vsi dobro vemo. No, in spomnim se dogodka, ko je gospod Florjančič, takrat tiflopedagog Zavoda za slepo mladino, obiskal našo družino in nam povedal, da bom morala v zavod. Prej nisem obiskovala neke organizirane oblike vrtca, razen tako imenovanih Cicibanovih uric, ki so bile nekajkrat na teden. No, in tam se prvič spomnim, da sem se zavedala te svoje drugačnosti. No, in mi je tako ostal en tak spomin, ki se mi zdi, da boste vsi, ki imate okvaro vida, vedeli, o čem govorim. Nisem se mogla loviti, lovila sem se lahko po igrišču, kjer ni bilo nič nastavljeno. Ko smo se pa na travniku ali pa v gozdu lovili, je pa seveda me bilo strah, da se bom zaletela v drevesa. In sem se usedla na tla in sem se začela jokati in mi je učiteljica rekla, saj če nočeš, ti pa ni treba. No, in to je en tak prvi spomin, ko sem zaznala, kako velika razlika je med tem, kaj si človek želi, pa kaj lahko in česa si ne želi in česa noče. Vedela sem takrat, da je nekaj zelo narobe v tej izjavi te moje vzgojiteljice, ne? Ni šlo za to, da nisem hotela, šlo je za to, da nisem mogla. No, in to je ta občutek, za katerega vemo, da nas potem spremlja vse življenje. No, seveda, potem je bil pa Zavod za slepo in slabovidno mladino. Jaz imam lepe spomine na to obdobje življenja.
Jaz mislim, da je plusov zavoda veliko več kot minusov, vsaj zame. Če izvzamem tisto začetno obdobje prilagajanja, privajanja, ko je bilo treba iti od doma, tisto je res stresna situacija, ki te potem nekako zasleduje skozi vse življenje, moraš res predelati ta ločitev od družine. To je edini tak, bom rekla, res slab spomin, ki ga imam na to obdobje. Drugače pa sem še danes hvaležna temu zavodu in takratnim učiteljem, da so mi dali toliko enih spretnosti in veščin za življenje. Nekaj, česar v domačem okolju zagotovo ne bi dobila, ker starši pač niso usposobljeni za to. Poleg tega imajo starši do otroka čist drugačen pristop, se bojijo. Spomnim se, kako mi doma niso upali dati v roke škaric, kljub temu, da sem jih v zavodu uporabljala že 3-4 leta in podobno, ne. Tako da, potem pa je šla pot naprej v Škofjo Loko. Spomnim se, da sem si zelo želela iti na srednjo zdravstveno šolo in ravno tisto leto, še danes ne vem točno, kaj se je dogajalo, ampak so zdravstvene šole, ki so bile prej zelo naklonjene slepim, so zaprle vrata za slepe, češ da poklic fizioterapevta ni več primeren za slepega, ker je ogromno potrebno gledati na aparature. No, in takrat potem nisem imela moči, da bi se borila za to svojo pravico. Takrat tudi še ni bila nekako uzakonjena pravica, da sploh je bilo nekako bolj prepuščeno šoli in njihovi dobri volji, če te sprejme. No, in sem se nekako vdala v usodo in šla v Škofjo Loko. Tudi Škofjeloški center slepih je takrat veljal za nek nebodigatreba, češ, ko prideš tja, se pokvariš. Jaz še danes ne vem, od kod je vse to šlo. Tako vidim, da so nekatere stvari med nami preprosto se nekje naložijo in potem se ne zbrišejo. To tudi zdaj, ko vstopam na Zvezo slepih, vidim, da so nekatere predstave o Zvezi slepih, ki jih imamo slepi in slabovidni nekje v sebi, ne vem, od kje smo jih dobili, ampak preprosto ne držijo. No, in nekaj takega je bilo tudi takrat s tem Škofjeloškim centrom slepih, na katerega imam tudi jaz zelo lepe spomine, predvsem na to, da so me spodbujali in od prvega dne naprej nekako stali ob meni in me dobesedno vsake toliko časa kar malo porinili v to, da vendarle poklic telefonista ni zame. No, jaz sem se potem odločila, da vendarle naredim to šolo, zato da imam poklic administratorja, telefonista. V poklon vsem, ki so kadarkoli delali na telefonskih centralah, pa povem še to zgodbo. Ko sem se odločala, ali naj presedlam na gimnazijo in potem nadaljujem študij, sem bila v tistih najstniških letih, malo se mi ni dal, malo me je bilo strah, predvsem me je bilo strah. In sem rekla, v redu, jaz grem delati v telefonsko centralo, počitnice na koncu 2. letnika za 2 meseca. In če mi bo to všeč, mi je morala socialna delavka obljubiti, da me ne bo več spodbujala, da grem na gimnazijo. Če pa mi ne bo všeč, potem pa sem upala, da bo to moja motivacija, da najdem smisel in grem naprej. No, in ko sem prišla v telefonsko centralo, takratne Kovinotehne v Celju, in sem tam delala 2 meseca svojih počitnic, je bila to zame, če ne najhujša, pa vsaj ena najhujših preizkušenj v mojem življenju. Tako da kapo dol vsem telefonistom. Ena stvar je, da res nisem tak človek, nisem očitno tak tip, da bi lahko te stvari delala, da bi mi bilo to delo pisano na kožo. Ampak druga stvar, ta poklic je tako zahteven, zlasti, če delaš v telefonski centrali, ki ima res toliko linij, kot jih je takrat imela Kovinotehna, in v takratnih časih. Danes vemo, da vse to poteka že drugače, ampak res poklon vsem, ki so kadarkoli kot slepi delali kot telefonisti. To je ogromno koncentracije, stresa, napora, spomina, to res, in mislim, da ni tako, nismo brez razloga bili slepi cenjeni kot telefonisti. Da je bila to res en tak poklic,
na katerega bi morali biti pravzaprav ponosni, čeprav smo mu tekom let nekako vzeli tisti pomen, češ samo telefonist si bil. Ne, jaz pravim telefonist, ponosen bodi na to, da si bil telefonist. No in seveda, to je bilo zame tako stresno, da potem ni bilo treba več nobene spodbude. Sem potem končala še določene stvari na gimnaziji in se potem vpisala na pedagoško fakulteto, kjer sem končala študij defektologije. Mogoče še beseda o tem, zakaj to. Kot otrok sem si zelo želela imeti več zgledov slepih odraslih. Kot otrok sem vedela, da nekaj ni v redu, da meni o tem, kako naj živi slep, govorijo samo videči. Enostavno nisem jim zaupala v tem pogledu, ne? Torej, ko so me učili matematiko že, ampak ko so mi pa govorili, kako boš kot slep se znašel v življenju, mi je pa nekaj manjkalo. No in žal sem jaz ena tista generacija, ki nismo imeli več slepih učiteljev v zavodu. Jožica Nebec, verjetno se nekateri spomnite, me je imela samo še v 1. razredu. Potem pa žal ni bilo več takega zgleda, razen gospoda Romana Brvarja, ki je bil sicer slaboviden, ampak je bil krasen, in potem kasneje v Škofji Loki gospoda Francija Kovačiča, ki pa je še bil kot slep in ki mi je bil res en tak vzor. No in ravno iz pomanjkanja teh možnosti družiti se z odraslimi slepimi, sem se jaz odločila, da grem študirati defektologijo in da bom delala s slepimi in da jim bom dala to, kar sem jaz pogrešala. No, delno sem potem to tudi uresničila, delno ne, mogoče še kaj bom. Tako, no, ampak se mi zdi to res ena taka pomembna stvar. Mladi morajo imeti ob sebi vzore in zato zelo podpiram to držo Zveze slepih zdaj, ki na te seminarje za slepe in slabovidne otroke povabi starejše slepe kot prostovoljce, da so preprosto, tudi če so samo zraven, tudi če je njihova vloga biti samo prisoten tam, je to izrednega pomena za nas. Sonja, ampak prehod na fakulteto je pa zate pomenil še en tak velik prehod, a ne? Rekla si, da si osnovno in srednjo šolo delala v zavodu in v Škofji Loki. Fakulteta pa ni imela prilagojenega načina izobraževanja. Kaj pa je to zate pomenilo? Ja, to je bil kar velik stres. No, prej sem rekla, da sem delala nekatere izpite na gimnaziji, ampak to so bili izpiti. Jaz dejansko nisem nikoli sedela v razredu, ampak sem preko inštrukcij določene predmete in sem potem šla na izpite. Tako da je bil prvo moje sedenje z videčimi vrstniki v šolskih klopeh je bila fakulteta. In bilo je res stresno. Res je bilo stresno takrat. Se spomnim, jaz niti bele palce prej nisem hotela nositi, slepi veste, o čem govorim. V zavodu je ni bilo treba, ker smo se znašli brez nje. Kot otrok sem še tudi malo videla, tako da sem lahko še malo blefirala, če tako rečem. V Škofji Loki bi jo že zelo rabila, ker sem hodila skozi mesto tudi v glasbeno šolo. Ampak ne, takrat nekako ni moja mladostniška drža nekako sprejela te palce. Jaz nisem hotela biti slepa, jaz sem hotela biti mlada, lepa Sonja, ne? In palca je pač, vse vemo. No in ko sem šla na fakulteto, je pa to seveda postalo neobhodno potrebno in spomnim se prvega dne, ko sem vzela v roke palco, takrat sem videla res, da pravzaprav, kako je to dragocen pripomoček. Ni bilo treba več kot nekaj korakov, samo nekaj korakov in prav spomnim se tistega občutka, preden sem stopila ven na hodnik z belo palco v roki in potem po nekaj korakih, ko sem rekla, ja, sej to je pa wow, ne? Ljudje te vidijo, ne izpadeš, da ne rečem kaj, ampak izpadeš samo slep, a ne? Tako da, ja, to je bila ena sprememba. Druga sprememba je bila seveda v samem načinu dela. Takrat ni bilo še vse te zakonodaje, niti Društva študentov invalidov, ki danes zelo uspešno pomaga študentom vseh vrst invalidnosti.
Takrat je bila samo prijaznost knjižnice slepih, da so mi posneli določene gradiva, predvsem pa prijaznost mojih sošolcev in sošolk. Jaz sem imela kar 21 glasov mojih sošolk posnetih na kasete, ki so mi prijazno posojale svoje zapiske. Na predavanju sem pisala, takrat je že bilo, torej leta 87, ko sem jaz bila v Centru slepih in slabovidnih, sva s takratnim učiteljem računalništva Borisom Koprivnikarjem šla v Marburg v Nemčijo, kjer sva si ogledala prvo Braillevo vrstico in povečevalo za računalnik. To je bila tista doba, prej v Sloveniji seveda tega sploh ni bilo. In jaz se spomnim, ko sem se usedla za tisto Braillevo vrstico, tistega občutka, ja pa kaj naj jaz zdaj s tem kosom počnem, tam so neke pikce ven skakale. Si predstavljate, računalnika nikoli videla, nikoli slišala za to napravo. No, in takrat, ko sem jaz študirala, to je bilo pa leta 92 do 97, smo pa v Sloveniji že imeli nekaj teh aparatur, samo nikakor ne na osebni ravni. In jaz sem imela takrat ta komplet Eloset, Elobox in Elotype, če se ga kdo spomni. To je bil tak domač printer, tiskalnik, ki si ga imel doma. Sabo si pa nosil eno tako beležnico, ki je bila preprosto ena taka škatla s tipkovnico, Braillevo tipkovnico, če si predstavljate, zaprta škatla, na vrh pa nekaj tipk. No, in ko si ti tipkal na tisto tipkovnico, se je vse to shranilo v spomin, ampak jaz nisem imela povratne informacije o tem, kaj je notri natipkano, ampak je povratna informacija prišla šele potem, ko sem prišla domov, ko sem to priključila na tisti Elotype, tiskalnik, in je potem to stiskalo v brajici. Seveda je bilo zelo veliko napak notri, ker nisem mogla sproti preverjati in tako. No. To je bil recimo en tak način mojega zapisovanja. Veliko so mi pa res sošolke. Jaz takrat ena moja velika težava, sploh na začetku, je bila, mi nismo v zavodu in v centru nikoli sami delali zapiskov. Vedno smo vse učili se z knjig ali pa so nam učitelji narekovali. Ko sem pa jaz prišla na fakulteto, sem pa morala sama delati zapiske in to je bila ena velika stiska, takrat jaz to nisem znala preprosto slediti predavanju in hkrati zapisati, kaj zapisati, da bo pomembno in tako naprej. No, tako da sem se vsega tega učila. Potem pa seveda dogovori s profesorji, takrat profesorji niso poznali vsega tega, vse se je bilo treba individualno dogovarjati, bil si odvisen od dobre volje profesorjev, ki so ali pa ti niso šli na roko, ne, in spomnim se recimo dogovora s profesorjem statistike, ki so se ga sicer vsi bali, ampak do mene je bil pa zelo človeški in je na primer rekel, da pač on mi ne zna pomagati, kako naj jaz te tabele in vse to se naučim. Takrat ni bilo lateha, lateh smo šele leta, mislim, da 2006, začeli sploh prenašati v Slovenijo kot program za zapis matematike za slepe. Veste, da statistiko in vse tiste tabele nabrajo v stroj pisati, ja, dokler so to 3-vrstične tabele ali pa 3 stolpci, še gre, kaj pa potem. No, in profesor je rekel, če ti jaz ne znam pomagati, nimam pravice od tega tebe zahtevati. Je rekel, imam pa predlog, da narediva tako, ti moraš meni, kot nekomu, ki zna statistiko, popolnoma jasno povedati, kaj želiš, kaj moram jaz narediti, kako moram do določenih izračunov priti, kaj ti potrebuješ. Skratka, tako v teoriji, a ne, je potem mi šel naproti. No. Tako da ja, bil je tudi izziv s študentskim domom, prišla sem v sobo, kjer ni bilo reda, strašanski nered, zdaj si pa predstavljate, 2 sobi sta bili, po 2 postelji in skupna kuhinja in kopalnica, taki apartmajčki so bili. No in zelo neredne so bile tiste prve moje dame iz sob, tako da sem potem zaprosila za prestavitev, no in potem sva se z eno mojo sošolko preselili skupaj, Matejo, sedaj Mlačnik, takrat Fabjan, ki je kasneje potem tudi postala tudi režiserka gledališča Nasmeh. Skratka, iz tistega najnega lepega sodelovanja so potem nastale še druge zelo lepe stvari. In tako da jaz sem res izredno hvaležna njej, pravzaprav celo fakulteto,
je bila z mano in res mi je bila v veliko pomoč, poleg še nekaterih drugih sošolk. Ampak Sonja, v tem času si pa ti začela tudi z oddajami Luč v temi na Radiu Ognjišča, je tako? Ja, res je, to je bila pa ena posebna tudi zgodba leta 97, jaz te oddaje poslušam in tako, in je bil Jure Sešek takratni voditelj in sem videla, da se kar majčkeno lovi. Takrat je prva oddaja oziroma prva ideja Radia Ognjišče je bila, da bi to oddajo nam ponudili kot neko okno, skozi katerega bi mi, ne vem, da bi tam posebne informacije za nas zbirali. Podobno kot je recimo naš zvočni časopis, ki nam prinaša informacije iz različnih področji, ne, do katerih recimo mi, vsaj takrat smo zelo težko prišli, danes je precej drugače, a ne. No, jaz sem pa v tej oddaji videla precej več potenciala, ne, da bi mi imeli možnost predstavljati sebe, če nam že Radio Ognjišče da na razpolago ta čas. No, in sem takrat voditelju Juretu Sešku napisala eno obsežno pismo, mislim, da je 3-4 strani ali pa celo še več, na katerem sem mu napisala ideje, kontakte, telefonske številke, koga naj pokliče, s kom naj posname intervju in tako. In on me je poklical ves vesel in je rekel, da se res trudi, da mu je ta problematika res tuja in da če mu lahko ponudim tako tudi čisto konkretno pomoč. No, in potem enkrat povabil v oddajo in je rekel, in pol je videl, da mi beseda kar teče. In potem je rekel, kaj pa če bi ti tudi kakšen prispevek naredila, tako so začela sodelovati. No, potem je pa enkrat kar rekel, je rekel, lej, jaz sem dobil dovoljenje strani vodstva radia, jaz te predstavljam kot novo voditeljico oddaje in od takrat naprej, se pravi junija 2007, sem jaz potem prvo oddajo prevzela in takrat sem začela delati, septembra sem imela pa že popolnoma samostojno oddajo. Tako da, ja, je zdaj res to že kar ena taka dolga doba. Mislim, da se izboljšuje tudi odnos do te oddaje. Jaz moram žal povedati, da nismo v nekem obdobju nismo znali preseči tega, da pač to, da nam ta radijski medijski prostor ponuja radio, ki je pač cerkven, a ne. Jaz mislim, da moramo preseči te stvari, da ne glede na to, kdo nam ponudi roko pomoči, mi jo moramo sprejeti. In žal je pač to edini medij v Sloveniji, ki nam je tak prostor ponudil. In moram reči, da sem imela nekaj let kar težave, ker do mene niso prihajale informacije, zato so tudi oddaje bile temu primerno v nekem obdobju, bom rekla, manj pestre. No, zdaj je tudi zadnja leta res zelo drugače, tako da res mislim, da je to en prostor, v katerem res lahko ponudimo vse, kar hočemo. Seveda, jaz sem urednica in sem dolžna včasih tudi reči, lej, tole pa lih ni za na radio, a ne, in mi je včasih zelo hudo, ko moram kakšnemu glasbeniku ali pa, ne vem, nekemu piscu reči, lej, tole pa pač ta radio tega ne prenese ali pa kvaliteta tega ni zadosti dobra, ker jaz imam tudi svoje šefe nad sabo, a ne, in uredniško politiko, ki ji moram slediti, a ne, in zato jaz se zelo trudim, da recimo, ne vem, glasbene posnetke naših krasnih pevcev in ustvarjalcev glasbenih, da jih dajo tudi sicer v program, ampak vsega preprosto ne sprejmejo. Tako da so v bistvu nekako 3 stopnje, a ne. Eno moram že jaz zavrniti, ker preprosto pač ni za na radio, ker ni dovolj kvalitetno ali pa so vsebine neprimerne. Druga stopnja je, da lahko jaz v oddaji zavrtim, ne gre pa v reden program, recimo glasba, ne. No, tretja stopnja, ki sem jo pa najbolj vesela, je pa to, če se pa kdaj, če pa lahko prodrem, da potem dajo tudi v splošno ponudbo, torej glasbeno, da potem Radio Ognjišče tudi kdaj zavrti tako skladbo, tudi izven oddaje Luč v temi. No, oddaja Luč v temi je zadnja leta tudi na podcastih in zdaj smo prišli tudi že tako daleč, da je na 2 mestih, lahko jo najdete na spletni strani v arhivu Radio Ognjišče in na podcastu. Zakaj smo naredili to dvojnost? Zaradi tega, ker na podcastu se ne sme vrteti glasbe, jaz imam pa velikokrat glasbene goste. In potem tako zgleda, da jaz rečem, zdaj bomo pa slišali Mitjevo, ne vem, skladbo Mitja
našega Mitja ali pa Mirjane ali pa Aleksandra ali pa kogarkoli. Potem pa te skladbe na spotu ni, mislim, na podcastu ni. In zato smo rekli, da damo tudi oddajo na splet, tako da tam na spletu v audio arhivu najdete celotno oddajo, v podcastu pa samo besedila. Ampak tvoja pot se je nadaljevala tudi na drugih področjih. In sicer sledila je potem tvoja prva zaposlitev v vrtcu Zavoda za slepo in slabovidno mladino. Vsi vemo, da se mora kar veliko stvari poklopiti, da se izide. Mora biti odprto primerno delovno mesto, na razpolago mora biti človek s primerno izobrazbo, pa še pripravljenost delodajalca mora biti primerna. Ampak kljub temu je podpisana pogodba o zaposlitvi šele začetek. Sonja, kakšne so bile tvoje prve delovne izkušnje? Kaj je bilo najlepše, kaj morda težko? No, jaz bi poudarila, da si včasih, se mi zdi, v naših krogih majčkeno napačno predstavljamo iskanje zaposlitve. Iskanje zaposlitve ne pomeni preprosto napisati prošnje, pa dobiti odgovora, iti na razgovor, podpisati pogodbe in iti na delo. Sploh pa za nas ne. No, in moje iskanje zaposlitve in sodelovanje s temi organizacijami, v kjer sem bila potem zaposlena, se je začelo že bistveno prej. Jaz sem že v času svoje srednje šole sodelovala z rehabilitacijo v Centru slepih v Škofji Loki in učila tam brajico, imela, bom rekla, določene popoldanske vsebine z njimi, se z njimi veliko družila. Skratka, že tam je nastalo prvo sodelovanje. Potem, ko sem bila študentka, sem tudi redno sodelovala s centrom, se pravi z Centrom slepih s področjem rehabilitacije. Istočasno sem tudi že sodelovala z takratnim centrom, kako se že reče, zdaj je Državni izpitni center, takrat je bil pa Nacionalni izpitni center, za prilagajanje gradiv. Takrat so se začela ta eksterna preverjanja znanja in takrat še ni bilo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in takrat še ni bilo odločb, v katerih bi pisalo, da mora otrok pač po takimi in takimi, biti dani taki in taki pogoji, da bo lahko pisal te eksterna preverjanja in tako naprej. In mene je preko škofjeloške rehabilitacije sem potem začela sodelovati s tem nacionalnim centrom in prepisovala tekste za slepe in slabovidne maturante in tako naprej, za ta eksterna preverjanja, za šolska tekmovanja. Na roke, pazite, na roke, pač na Brajev stroj. No, kasneje je potem to prevzel potem zavod, ko je začel zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami veljati. No, marsikje sem delala prostovoljno. Tako da jaz, ko sem končala fakulteto, sta mene čakali dve možnosti za zaposlitev, ampak poudarjam, ne zato, ker sem bila to jaz, ampak zaradi tega, ker sem prej že toliko mreže vzpostavila. In to prostovoljno, veliko prostovoljno, ne gre vse skozi denar. Danes se takoj vse začne, ja, koliko bom pa dobil. Ne, pač žal je tako, da pač ne morejo ljudje poznati in kogarkoli od slepih, ki smo recimo zaposleni, zlasti v teh krogih izven mreže za slepe in slabovidne, bi vam lahko, bi verjetno povedalo podobno. No, in lahko bi se zaposlila v Centru slepih v Škofji Loki, delno kot vzgojiteljica in delno kot na rehabilitaciji, ali pa v Zavodu za slepo mladino. No, in prevladalo je, čeprav odkrito povedano, če bi prevladala moja srčna želja, bi šla v Škofjo Loko. Prevladala je praktičnost. Zavod mi je ponudil tudi v nekdanji vili začasno eno sobo, kjer sem se lahko nastanila in veste, da slepmu sama pot in vse to, če imaš ti te stvari poštimane, potem je bistveno lažje karkoli začeti. No, in tako sem takrat potem v zavodu začela. Moja prva naloga, zanimivo, je bilo sprejemanje otrok iz rok staršev
na prvi šolski dan in to malčkov. Če se spomnite, sem rekla, da mi je bilo takrat težko, ker sem šla sama v zavod. No, in tukaj je res bilo tako kar malo težko mi je bilo, vem, se spomnim, sem sprejela enega otroka, ne bom ga zdaj imenovala, on ve, kdo je to bil. In meni je bilo tako težko, ker je on jokal, pa se oklepal staršev. In potem sem rekla v neki kolegici, ki je bila zraven takrat še varuhinja, ki je potem te otroke sprejemala, sem rekla, lepo te prosim, daj mi malo, da preden sprejmem drugega otroka, sem zašla v kopalnico zjokat, ker mi je bilo tako težko. No, potem sem začetki, ni enostavno, ni lahko biti v kolektivu, ki dela za slepe, to je res en poseben izziv, to danes vem, ker sem potem zdaj zadnja leta, 19 let delala v kolektivu, ki nima povezave s slepimi. In delati v kolektivu, ki dela za slepe, je še ena dodatna težka naloga, namreč si neke vrste ogledalo, ki ga nastavljaš in moraš opozoriti sodelavce tudi na kakšne stvari, ki jih žal tudi z profesionalnega vidika ne delajo prav. In to je včasih bilo težko. Potem jaz nisem imela nikakršnih olajšav, jaz sem morala sama vpisovati ure v dnevnik. Veste, tisti dnevnik, ki je bil, takrat ni bil elektronski, so bile tiste tabelce v tisto knjigo spete, In jaz sem gledala, kako naj jaz to naredim, jaz pravzaprav skoraj nič več ne vidim, Jaz nisem tistih črt videla. In mi je moj svak izdelal tabelo z enih takih kovinskih palčk, tankih, tako šablono in toliko veliko, kakor je bil tisti dnevnik, in jaz sem tisto šablonco gor postavila in štela kvadratke in potem naslepo vpisovala tiste ure notri. Tako da, ja, bilo je težko, ko smo šli ven, pa so mi bili zaupani otroci, jaz pa sama nisem videla, pa eno varuhinjo zraven. Ni bilo veliko otrok, ampak vseeno, bile so res stiske in moram reči, da ne vem, če bi jaz bila takrat v vodstvu zavoda, jaz bi mogoče malo drugače razporedila naloge. No, potem moje drugo delo v zavodu je bilo pa v kombiniran oddelek 2. in 4. B razreda. Tisti, ki ste hodili v zavod, veste, da je B takrat pomenil program z nižjim izobrazbenim standardom za tiste učence, ki so imeli poleg slepote in slabovidnosti še druge učne težave in težave v duševnem razvoju. No, tam je bilo precej lažje, tudi zato, ker sva se potem s kolegico, ki je takrat učila, mislim, da 4. razred, sva se zelo dopolnjevali. Ona mi je veliko stvari pomagala za mojo slabovidno učenko, jaz sem pa njej kakšne za njene slepe učence, ki sem hitreje tipkala, pa tako. Skratka, sva se zelo lepo ujeli. No, ampak potem po 2 letih tega dela, se pravi skupno 3, ko sem bila še vedno zaposlena za določen čas, je bil nekako razlog za odpust to, da nimam narejene tiflopedagoške dokvalifikacije, ki jo pa seveda nisem mogla narediti, zaradi tega, ker je bila tiflopedagoška dokvalifikacija le del vsega tistega, kar sem jaz imela narejeno v okviru splošne defektologije. In kljub temu, da so mi dali na pedagoški fakulteti potrdilo, da imam vse to narejeno, nekako takrat ni šlo v dogovor. No, in potem sem imela tudi tukaj srečo, da sem direktno presedlala na Zvezo slepih. In tukaj je bila pa v resnici tvoja naslednja zaposlitev. Sonja, kako je priti po toliko letih v tako drugačni vlogi v isto organizacijo? Ja, zanimivo. Zanimivo, tako vidim zdaj, ko že nekaj dni prihajam v te prostore, tako ostajajo kakšni stari spomini, pa kar čakaš, da bo kje kakšen glas, ki si ga takrat bil navajen. Ja, precej drugače je, no in to je ena izmed tistih stvari, ko sem že v zvezi s Centrom slepih prej rekla, da mogoče slepi ne sledimo vsemu, kako se naša organizacija spreminja in da imamo mogoče še nekatere predstave iz prejšnjih časov.
Tako, jaz sem zdaj zelo jasno to videla. Ko sem jaz bila na Zvezi slepih, je bilo 11 nas zaposlenih. Zdaj ta številka preko 20, če izvzamemo osebne asistente, a ne. Se pravi, delovanje zveze se je v resnici v tem času zelo razširilo. Tudi osnovni vir financiranja ostajajo isti, ampak vendarle to se še širi v Evropo, v evropski prostor, v svetovni prostor. Tehnologija je prinesla ogromno napredka, ogromno drugačnega dela, drugačnih načinov. V nekaterih stvareh struktura ostaja pač enaka, smo še vedno zveza društev, ki ima svoje zakonitosti, svoj statut, po katerem pač dela in organi upravljanja, in tukaj mislim, da se ni kaj dosti spremenilo od takrat, ko sem bila jaz tam. Tako da ja, predvsem se mi zdi zveza danes precej širša, precej bolj mogočna, zrasla je. Mislim pa, da tudi, ampak tukaj še pa nimam toliko zelo občutka, no, ampak imam občutek, da tudi bolj odprta do članov. No, jaz upam, da je tako. Na tem mestu bi mogoče, preden greva na nadaljevanje sprehoda čez tvoje življenje, bi tukaj dala priložnost še komu od naših današnjih gostov, da še vi vprašate kakšno stvar Sonjo. A bi kdo na tem mestu Sonjo kaj vprašal? Meni jaz. Seveda. Katera leta si bila Sonja na zvezi? Od 2000 do 2006. Midva sva bila skupaj. Pa Precej časa. Ja. časovnica, kdaj si šla iz zavoda v Škofjo Loko? Iz zavoda v Škofjo Loko sem šla pa leta 87. Šel ti naprej? Bi šel naprej ti reči. Takrat ni bilo več Škofedentija, je še bil? Ne, Ni bil več. ne, samo še Kovačič, čist na začetku Nepčeva in potem samo še Kovačič, Franci. Vam povem eno tako skrivnost, no, mislim skrivnost, tako, mladinska organizacija je bila takrat še, ne, saj veste, pionirčki pa mladinci pa to, no, in je bilo še precej malo teh ostankov, a ne, sploh na začetku še. In jaz tega nisem marala, pa nisem marala samo upravljanja, ki ga je gospod Franci učil, res nisem marala tega. Ampak sem se pa ponudila za predsednico mladinske organizacije samo zato, da sem lahko imela več, bom rekla, stika ali pa več možnosti, da sem se z gospodom Kovačičem pogovarjala o stvarih, ki se tičejo življenja. Tako zelo sem iskala takrat stik s slepimi ljudmi, no, tako kot ena taka ilustracija. Ok, še kakšno vprašanje? Jaz bi nekaj vprašal. Lepo pozdravljeni, gospa Sonja. Najprej čestitke za tvojo izvolitev. Mene pa zanima, kakšno delo si opravljala na zvezi, ko si prišla pa do konca današnjega dne. Ja, Goran, lepo pozdravljen. Goran je moj sošolc iz zavoda bil, tako da se ga z veseljem spominjam, a ne, Goran? Ja. Torej, ja, kakšno delo sem opravljala na Zvezi slepih? Bila sem najprej koordinatorica posebnih socialnih programov, potem vodja posebnih socialnih programov, tako da to je bilo uradno. Zdaj, kaj sem pa delala? Takrat v tistem času smo začeli, mislim, da kar z 7 novimi projekti. Takratno vodstvo je bilo, bom rekla, res odprto tudi za nove izzive, nove ideje, tako da smo takrat začeli z mrežo spremljevalcev, potem smo začeli z programi za integrirane otroke, torej za tiste, ki so vključeni v inkluzijo, ker je leta 2000 bil sprejet zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in se spomnim, da je podjetje Henkel takrat dalo ena sredstva, ki jih je vezalo na to, pač, da izpeljemo nekaj konkretnega. In takrat je nastal potem prvi seminar za otroke iz inkluzije, pa za njihove družine,
ki ga je pa potem naprej zveza prevzela tudi pod svoje okrilje in ga potem tudi izvajala. Potem smo takrat začeli delati z gluhoslepimi, ki so se kasneje tudi potem nekako organizirali po svoje, no, ampak v tistih letih smo res začeli intenzivno opozarjati na potrebe teh ljudi. Potem se spomnim, da smo takrat začeli z skupino staršev za samopomoč, ki smo jo že prej začeli v okviru Ljubljanskega društva slepih. Ko sem jaz bila v Zavodu za slepe, sem kljub temu, da takrat še ni bil sprejet zakon o usmerjanju, ampak je bilo tik pred zdajci, je že bilo nekaj naših otrok v inkluziji. Se pravi, so bili že vključeni v redne šole in so imeli, lahko si predstavljate, če ni bilo še niti zakona, ki bi to urejal, so imeli še bistveno večje težave, kot jih imajo danes. No, in takrat sem jaz zaznala stisko teh staršev in smo se začeli zbirati v okviru Ljubljanskega društva. Ta skupina je potem prerasla to ljubljansko društvo, zato smo jo potem v času, ko sem bila na zvezi, prestavili na zvezo in je še danes deluje tudi v malo modificiranih oblikah, ampak vendarle tudi ta program se še nadaljuje. Pa verjetno je bilo še kaj novega. Drugače sem pa potem sodelovala z gospodom Bobinskim, predvsem na področju slepih in slabovidnih otrok in družin. No, pa mreža spremljevalcev je bila potem. To so bile recimo tiste stvari, ki so bile, bom rekla tako, vsebinsko bolj moje. Jaz mislim, da te je najbolj zaznamovala mreža spremljevalcev. Da me je zaznamovala? Mislim, zaznamovala, da se tu največ naredila. Tu si lahko iz vlastnih izkušenj dala sebe. Ja, jaz mislim, da sem res pri vsem, kar v življenju delam, res izhajala, dobro, je nekaj znanja, ki ga ti dobiš, in je pomembno in je potrebno, ampak šele takrat pa dobi pravo vrednost, ki ga lahko kombiniraš s svojimi lastnimi izkušnjami. Tako da ja, takrat vem, da je nekako prevladala res ta potreba po spremljevalcih, kako bi to naredili, da bi bilo dosegljivo za celo Slovenijo. Pa so bile različne modifikacije vsega tega, no, ampak vendarle, ja, jaz se nekako vedno se trudim izhajati iz svojih lastnih izkušenj, ker se mi zdi, da slepota nam jih prinese zelo velika, in eno je, da pač poznaš stvari, ki so splošne, potem pa, da to preneseš v naše okolje, so pa seveda izkušnje vseh nas dragocene in zato si jaz tudi v bodoče želim, da bi izmenjavali te izkušnje, tudi recimo te Zoom kavice ali pa takšne oblike srečevanja, ki že potekajo, na primer klepeti, tisti v soboto zvečer, ki jih ima Irena Mihelj, in tako se mi zdi, da je zelo pomembno, da si tudi te izkušnje prenašamo in se med sabo bogatimo. Tukaj se mi zdi, da si res mi sami med sabo lahko veliko damo, da ni treba, da razmišljamo samo o tem, kaj nam lahko družba da, ampak res, da najprej pomislimo, kaj lahko drugemu mi damo. In se moramo vedno znova spomniti na to, da je ta organizacija bila v prvi vrsti, bom rekla, bolj prostovoljska, bolj povezanost. Mi, če se združujemo kot člani v neko društvo, moramo najprej mi graditi eno skupnost. Šele potem je tisto, da mi dobimo pomoč, da nam ljudje pomagajo tisto, kar mi zaznamo kot potrebo izpeljati. In to si jaz želim v naši organizaciji. Se pravi res, da mi, strokovna služba je pripravljena, ampak ali mi damo dovolj informacij, kaj si želimo, kaj potrebujemo, predvsem pa, ali damo to na primeren način. Niso samo zahteve, niso samo potrebe, tole hočemo, tole rabimo, ampak se je treba tudi pogovarjati, zakaj to rabimo, ali je res to nujno potrebno, ali se da dobiti na kakšen drugačen način, ali mogoče to že imamo, pa niti ne vemo, ali lahko, ne vem, do nečesa dostopamo, pa ne znamo, pa se moramo najprej mi potruditi, da bomo lahko prišli do tam. Tako, v tem smislu je nekako tudi moja želja za to naše sodelovanje in vodenje naše organizacije. Tonja, skupino staršev Samopomoč smo prinesli tam leta 2004-2005.
kar se pa gluho slepih tiče, smo pa celo dali v statut. Je tudi gluho slepe, ko je pa dlan zaživela, so pa nazaj še črtali. Ja, tako. No, jaz se, ne vem, se ne spomnim se točno, katera leta si bil ti predsednik, ampak Od 1 do od 1 do 5. 5, no, pa je glavno obdobje mojega dela tam, ne. Tako, se spomnim. Ja, jaz sem bila od 0 do 6, ja, tako. Dobro, mogoče zdaj lahko nadaljujemo s popotovanjem po tvojem življenju. Sonja, tebe ni zaznamovala samo kariera, si tudi žena in mama. Kaj sta ti dve vlogi prinesli v tvoje življenje? Ja, predvsem veliko lepega, ja, jaz moram reči, da je bila nekako moja želja že od mladosti ustvariti družino. Nisem bila pa tisto za vsako ceno, ne, jaz nekako, ne vem, to mi je nekako dano, da si upam sprejemati življenje v tistem, kar mi prinese. No, in prineslo mi je, prineslo mi je dobrega moža, lepega, luštnega, prijaznega otroka. Tako da moram reči, da zdajle, ko se, ni bilo vedno lahko, no, ni bilo vedno lahko. Ko se z možem malo tako za nazaj spominjava, si rečeva, ojoj, a vse to smo dali čez, a ne, midva sva, torej nobeden izmed naju ni imel te, bom rekla, sreče ali pa te možnosti, bolj kot sreče, jaz ne pojmujem tega kot sreča, bom tudi razložila, zakaj ne, no, ampak da bi kaj podedoval, a ne, se pravi, vse sva morala ustvariti iz nič. In to danes vidva res nekako kot eno tako veliko prednost, ker vse, kar sva delala skupaj, skupaj sva vlagala najprej v najemno stanovanje, potem v nakup in tako, in potem skupaj gradila, skupaj razmišljala, in to so bili lepi trenutki. No, gotovo je izziv tudi kot slep imeti otroka, zlasti, če nimaš blizu starih staršev ali pa ljudi iz tvojega sorodstva, ki bi ti pri tem pomagali, no, tudi tukaj nisva imela te sreče. Ampak so se vedno našli dobri ljudje, ki so nam pomagali. Tako da ja, bilo je veliko težkega, bilo je res tako, a ne, služba, vrtec, pa ta mobilnost, pa vse to. Spomnim se recimo, kako sem enkrat v enem takem deževno sneženem vremenu morala z otrokom na posvetovalnico v zdravstveni dom in sem nameravala iti peš, a ne, ampak ker je bilo tako vreme, niti slučajno to ni bilo izvedljivo in sem poklicala taksi. In ker je bil moj dom samo 500 metrov oddaljen od zdravstvenega doma, me taksist ni hotel peljati, kljub temu, da sem mu jaz rekla, da mu 2-krat ali pa 3-krat pokrijem vožnjo, ne, tukaj je bil, mislim, da je imel en slab dan, no. Ampak tako, recimo, take izkušnje, ali pa recimo, ko sem v porodnišnici, torej so ugotovili, da ima sin uraščene nohtke ob porodu, ampak so nas poslali domov in potem je moral nazaj v bolnico in sem morala 3-krat na dan ga hoditi dojiti, takrat mi niso dali niti postelje, da bi lahko tam spala. Tako, to so taki recimo težki trenutki že za vsakega starša, zdaj, če si pa ti slep, mož je pa slaboviden, je pa še to toliko bolj zahtevno, ampak kaj to pripovedujem vam, tako ste šli vsi čez podobne zgodbe, tako da veste, o čem govorim. Osebna asistenca danes res je, dela stvari neprimerno lažje in boljše in bolj, bom rekla, človeške, kot pa je bilo to včasih. Tako da tukaj res, že če pogledamo recimo eno tako življenje kratko, kot je moje recimo, a ne, ali pa nekateri še malo dlje nazaj sežete, a ne, pa vidimo, koliko se je spremenil. In mislim, da tudi ta pogled moramo imeti pred sabo, ko ocenjujemo recimo naš položaj, ne. Slepi in slabovidni smo si skozi obdobja res, bom rekla, priborili, ker se je res treba za vsako stvar boriti, dokazovati in tako naprej, ampak smo si res priborili veliko. In moramo vedno tudi na to pogledati, a ne.
Danes so stvari neprimerno boljše, lažje, seveda v marsičem pa žal tudi težje, ker z vsakim napredkom tehnologije, potem nas pa čakajo novi izzivi. Tako da vedno smo na poti in daleč od tega, da bi bilo za vse poskrbljeno, ampak vendar eni pomembni koraki naprej pa so. Samo če pogledamo tehnologijo, pa recimo osebno asistenco, pa knjige, dostop do recimo literature, knjig, informacij. Mislim, to je res, jaz vedno gledam nekako širše na te stvari, tako da sem vesela, da imajo danes mlade mamice možnost imeti osebno asistenco. Čeprav jaz tudi z osebno asistenco so povezani seveda svoji izzivi in tako, ampak vendarle, ne, ja, tako. Sonja, mislim, da se boš strinjala z mano, a ne? Ampak kljub vsemu napredku in pravicam, ki danes so, pa jih mogoče včasih ni bilo, pa tako kot si rekla, izzivi ostajajo in mislim, da so neprecenljivi tisti trenutki, ko zmoremo biti človek do človeka, no? Ko nekdo preprosto upočasni hitrost, zato da te ne pošprica na cesti. Ko nekdo reče, le imamo isto pot, a gremo skupaj. Tako, take čist majhne stvari. Ja, zelo se strinjam s tem, zelo. Namreč so stvari, ki se dajo zapisati v zakonodajo in se dajo potem tudi izvesti. So stvari, ki se dajo zapisati v zakonodajo, pa se potem ne izvedejo, ker so bodisi preohlapno napisane, bodisi so tako obsežne, da itak ne moreš nadzirati njihovega izvajanja in tako zdaj vidimo, ne, ta pravica do dostopnosti in tako naprej, ne. Jaz mislim, da bomo zelo težko prišli na točko, ko bomo rekli, zdaj imamo pa slepi res vse, kar potrebujemo. Jaz mislim, da je to iluzija. In vedno res ostaja, naj bo še tako zapisano, ampak ostaja vse na tej ravni človeških odnosov, človeške volje. Marsikdo bi z veseljem kaj naredil, če bi vedel, da lahko naredi, a ne? In zato je tako, ne, jaz vedno pravim, moramo biti zahtevni, moramo zastaviti jasno in odločno besedo, ampak je zelo pomembno, na katerih mestih. Dočinko na splošno v življenju, pa jaz imam občutek, da se nam veliko bolj splača biti prijazni in nekako vzeti v zakup, kljub temu, da nam gre včasih to na živce, ampak vzeti v zakup, da smo mi tisti, ki moramo vedno znova razlagati ljudem, kaj potrebujemo, kako nam naj pomagajo, kako ne želimo, da nam pomagajo, ampak tudi to, kako ne želimo, je potrebno povedati na en spoštljiv in prijazen način, ker potem ljudje razumejo. In jaz res se zavedam in upam in želim, da bi se res tega zavedali vsi, da je slehernik od nas, pa naj bo nekdo, ki je funkcionar Zveze slepih, nekdo, ki je izpostavljena osebnost na ne vem kakšnih javnih mestih, ali pa nekdo, ki je preprosto samo nekdo, ki mogoče tudi nima zaposlitve in je doma in tako naprej, ampak slehernik od nas je odgovoren za naše skupno dobro. Nikoli ne bomo mogli na mikroravni, na vasi, če hočete, ali pa v neki ulici, ali pa v nekem bloku z zakoni urediti stvari. Vedno so odnosi tisti, ki jih moramo graditi in gradimo jih lahko mi sami. Ne more predsednik društva priti v en blok pa tam reda delati, ne? Moramo ga narediti mi sami. Mi sami smo odgovorni za to. In mi sami smo odgovorni tudi za to, da bo družba poznala nas s tem, da pričujemo v svojem življenju, da pripovedujemo v svojem življenju, da nam ni težko nekomu razložiti, ja, kako pa ti nekaj delaš, ne? Ja, lej, pridi pa poglej, ali pa mu razložim, lej, tole pa tole je možno, ampak tukaj imam pa težave, ne? In to ozaveščanje. In veste, včasih se zgodi, ne, da nekomu nekaj poveš, recimo jaz sem zadnjič imela primer, sem bila na fizioterapiji.
In sva se s to gospo malo tako zaklepetali in je bil izziv zvedeti kaj več o življenju slepih in tako naprej. In ko sva se pogovarjali o tem, kakšne možnosti imamo danes slepi, so se mi odprla ena zelo, zelo pomembna vrata. Prav skozi njo, ki je rekla, jaz vas bom pa seznanila s tem in tem človekom, ki bi mogoče lahko to in to, a ne. Se pravi, a veste, čisto na eni fizioterapiji, ki nima nobene veze s tem, ne, pa vendarle tako se odpirajo vrata. In temeljna stvar, v katero jaz zaupam, bolj kot v vso tehnologijo, bolj kot v vse zakone, ki pa seveda morajo biti, pa ste ne zapostavljam tega področja, ampak temeljna stvar je odnos. Sonja, tvoja poklicna pot se ni končala na zvezi, se je nadaljevala tako, da si delala na organizaciji v delovnem okolju, ki ni povezano sploh s slepimi. Na videz se zdi, da so se tvoji cilji mogoče ali pa tvoje delovanje malo umaknilo od slepih, ampak kljub vsemu si vedno ostala povezana tudi s slepimi in slabovidnimi prek različnih aktivnosti, prek različnih seminarjev, usposabljanj, različnih stvari. Ja, res je. No, jaz sem potem dobila en izziv, ki sem ga v tistem trenutku prepoznala kot priložnost, da tudi nekaj naredim na svoji osebni rasti, da grem naprej, kot bi rekla, da lahko malo bolj razprem krila, kot je bilo možno do takrat. No, in sem sprejela izziv, sem dobila povabilo. No, ampak tudi tukaj v svojem delu, se pravi, sem delala v Zavodu zasebnega prava, najprej kot organizatorica nekih programov in tako podobno kot pri Zvezi slepih, pa malo tajniških poslov, pa tako naprej, ker to gre za mali kolektiv. No, in tudi tukaj, podobno kot sem prej rekla, ne, iz malega rastejo stvari. In zdaj sem tukaj 19 let in zadnjih 8 let pač tudi vodim eno organizacijsko enoto, kar pa pomeni, da je vsa organizacija namen, a ne. Delamo od turizma do gostinstva, do programov za izobraževanje in tako naprej, skratka vse sorte. No, in moram reči, da mi je to ena zelo dragocena izkušnja, zato ker je to izven krogov slepih in slabovidnih. Jaz sem se tukaj res nabrala zelo veliko izkušenj, kako delati v kolektivu, ki pa nima, a ne, ki slepih ne pozna, a ne, in res je tukaj res potrebno enega veliko dokazovanja. Jaz se spomnim, vsakič, ko je kakšen nov sodelavec prišel, smo mogli začeti na novo s tem graditvijo zaupanja. Vsak je prišel s tistim, saj nobeden ni rekel, ampak češ, kaj pa ta tle dela, ne, tako, ne, kako pa to zdaj, ne. In potem moraš spet znova potrpeti tiste faze, da se te človek navadi. Veste, lahko je še tako prijazen, lahko nič ne reče, lahko nič ne naredi v tej smeri, ampak vendarle to čutimo, ne. No, in potem do tega, da so mi zaupali pač to vodenje, kar jaz na splošno ne štejem zgolj kot svoj uspeh, ampak kot uspeh slepih. A veste, če nas nekje prepoznajo, nekoga od nas, ni važno, kdo je to. In zato jaz sem tako žalostna, če med nami vidim zavist. Tako res mi je težko. Zaradi tega, ker res, če uspe, ne vem, nekdo tamle v neki dejavnosti, čist na drugem koncu Slovenije ali pa tukaj blizu mene, meni se zdi to naš skupen uspeh, no, in jaz se tega res veselim. No, kar se pa tiče povezanosti s slepimi, jaz nisem nikakor, moja želja iz otroških let delati na področju slepih je še vedno ostajala v meni. Jaz sem ostala povezana z več organizacijami, za katere sem tudi izvajala razne delavnice in s področja ljudi s posebnimi potrebami na splošno, zlasti pa slepih, kot so, ne vem, Zdravniška zbornica, Nacionalni inštitut za javno zdravje, sem tudi ambasadorka programa Svit, se pravi, res z nekaterimi šolami dodatne te obvezne izbirne vsebine v srednjih šolah in tako naprej. Po drugi strani pa tudi nikoli res, če ni bilo nujno, nisem
torej odrekla delavnic društvom slepih, tako da mislim, da sem z vsemi društvi sodelovala, z nekaterimi malo bolj v preteklosti, z drugimi zdaj pri teh seminarjih za kasneje oslepele, pa tudi Zvezo slepih, tako da nikoli nisem res tega področja zapustila. Spremljala sem aktivno tudi vse druge organizacije v Sloveniji, ki so povezane z delom za slepe, vsa društva in tako naprej, tudi z vidika oddaje Luč v temi, ker ta oddaja Luč v temi pa si jaz želim tudi v bodoče, tudi če sem zdaj na mestu predsednice Zveze slepih, si želim in vem, da bo ta oddaja, vsaj dokler jo bom jaz imela, ostala oddaja slepih, ne glede na to, kateri organizaciji pripadajo, in zato spremljam tudi Društvo Svetloba, tudi Združenje prijateljev slepih, tudi Športno društvo slepih, sodelujem z očesno kliniko, z centrom Iris, že prej, ne? No, zdaj kot v tej vlogi se bo pa seveda to vse skupaj samo še ojačalo. Sonja, preleteli smo tvojo kariero in začeli s tem, kako pomembno je bilo prostovoljno delo. Ampak pravzaprav tvojega prostovoljnega dela ni bilo konec na nobeni točki tvojega delovanja. To si upam trditi, ker velikokrat, ko je bil program Mreža spremljevalcev na svojih najnižjih točkah, v najslabši koži, in sem ti rekla, Sonja, lej, nujno rabimo narediti usposabljanje za spremljevalce, ampak v tem trenutku nimamo denarja, da bi te lahko plačali, je bil tvoj odgovor, le vedno sem za. Tako da hvala ti tudi za to, da nisi nikoli nehala delovati prostovoljno. No, meni se zdi to ključnega pomena. Če enkrat začnemo gledati vse skozi denar, potem pridemo v situacijo, za katero jaz mislim, da si jo nihče od nas ne želi. Ne me narobe razumeti. Prav je, da je človek plačan za svoje delo. Prav je, da je človek plačan za svoje delo, da je pošteno plačan, in predvsem ne smemo dovoliti, da smo slepi zaradi svoje invalidnosti manj plačani kot drugi. Veste, to se zelo velikokrat zgodi, da doživiš, da te nekam povabijo in potem mislijo, da moraš biti zdaj kot slep zadovoljen, ker te sploh povabijo, ker ti dajo možnost in te pa ni treba plačati, druge pa plačajo za isto delo. Pazite, ne gre za nek prostovoljen projekt, ampak torej, da te zaradi tvoje slepote ne nagradijo tako, kot bi nagradili nekoga, če bi isto delo upravljal kot videč. Jaz mislim, da proti temu se moramo boriti. In jaz mislim, da je tega še zelo veliko v naši družbi, da reče, sej, če je slep, mu je pa vsak evrček prav pride, itak nima možnosti, pa itak dajmo mu priložnost, saj on bo že vesel, da v tem malo nastopal, mislim, da me razumete, Proti temu se moramo odločno boriti. Druga stvar je pa seveda naše prostovoljno udejstvovanje in prostovoljno delo. Jaz moram reči, da jaz imam vsaj toliko prostovoljnega kot plačanega dela vedno v življenju, in sem na to ponosna in sem zato vesela. Prostovoljno delo prinaša neko dodano vrednost, ki ga plačano delo pač ne prinaša. Seveda gledam na to, da ponujam prostovoljno delo, kot sem rekla, tam, kjer ne čutim izkoriščanja ali pa nekaj, No, in jaz res si želim, da bi tudi naša medosebna pomoč še bolj bila, nekako bom rekla, v ospredju. Recimo, mi si lahko zelo veliko damo in takih stvari, ki jih tudi drugje ne moramo dobiti, In to, da jaz nekoga pokličem in rečem, poslušaj, kako se na iPhonu, ne vem, neka aplikacija uporablja, kako pa si ti pomagaš, kadar, ne vem, zrezke pečeš, kako ti veš, kako so dosti zapečeni in tako naprej. To jaz mislim, da je najmanj, kar si mi moramo dati. In jaz si tudi v okviru Zveze slepih želim, da bi izpeljali kakšne projekte, kjer bi se tudi zavedali pomena samo udeležbe. Jaz sem bila zadnjič zelo žalostna, ko je prišlo do neke ideje za neko kulturno dejavnost, ne bom konkretna, da se kdo ne bi prepoznal, ampak vendarle do neke ideje, in kdo nam bo povrnil potne stroške za navaje.
Glejte, vse kulturne ljubiteljske dejavnosti, dokler niso na profesionalni ravni, je to popolnoma logično, da je to stvar posameznika. Če ti hočeš vpeti v neki skupini, boš pač hodil na vaje s svojim denarjem, na svoje stroške, do takrat, ko bo ta skupina imela toliko koncertov, da bo lahko si privoščila pač te vaje ali pa karkoli že pokriti in izplačati neke honorarje. A ne, dokler je pa vse to skupaj na ljubiteljski ravni, pa jaz sem samo v krogih slepih doživela to vprašanje, ja, kdo nam bo pa plačal potne stroške, da bomo prišli na vaje. Tako da tukaj mislim, da moramo mi pri sebi tudi še kaj narediti, da se tega zavemo, da ni treba, da je vse pokrito, a ne, mi bi lahko veliko več stvari speljali, tudi če slučajno pač ni denarja, ne. Ni treba, da čakamo, da se nek projekt izvede, zato da bo imel denar, ampak rečemo, hej, fantje, dekleta, a smo pripravljeni skupaj stopiti, pa tole narediti. Če se spomnim jaz, kako se je začelo gledališče Na smeh, mi smo spali na tleh, v spalnih vrečah, v stanovanju, ki nam ga je dala družina Fabjan na razpolago. Oni so nam dali hišo, kuhali smo si makarone, jedli smo, nekaj časa smo spali v dvorani, ker nas je bilo preveč. Potem smo si počasi lahko privoščili kosila, da smo imeli vsaj en topel obrok na dan, drugače so pa prej vse to prostovoljci nam kuhali. In niti na misel mi ni prišlo, da bi vsega, kdo mi bo pokril potne stroške. Tako, torej samo malo za ilustracijo, jaz si zelo želim, da bi bolj cenili to prostovoljno delo in možnosti, ki ga to prostovoljno delo prinaša. Sonja, leta 2014 si bila izbrana za Slovenko leta in gotovo je še veliko takih pomembnih točk v tvojem življenju, ki jih morda nisem omenila, sem jih spustila. A bi ti želela z nami deliti še kakšno od njih? Ne vem, mislim, da smo se kar sprehodili skozi moje življenje. Zdaj, ta Slovenka leta je pač ena taka izkušnja, jaz jo imam predvsem kot izkušnjo, dragoceno, predvsem kot eno veliko priložnost za to, da smo se slepi spet pojavljali v javnosti, ker veste, meni včasih ljudje tudi rečejo, ja, v gluhih vidimo plakate, gluhe vidimo tam, kje ste pa paraplegike, pa ne vem koga, kje ste pa slepi? Ja, in to težko dela ena organizacija, ne? Težko dela ena organizacija. Zgodbe, naše zgodbe so tiste, ki nagovarjajo ljudi. Ja, seveda mi moramo medije pridobivati, poročati o dogodkih, o potrebah in tako naprej, opozarjati in tako, to so naše poslanice, prisotnost v medijih, z intervju in tako naprej. Ampak tisto, kar pa življenjskega lahko doprinesemo, so pa naše zgodbe in naše zgodbe ljudi zanimajo, ne. Pač jaz vam upam trditi, da če mi pošljemo eno suhoparno poslanico tjale na medijske hiše, da bojo v najboljšem primeru jo prebrali, če nimajo z drugimi stvarmi medijskega prostora za zapolniti ali pa se jim ne ljubi česa drugega iskati. Če pa mi lansiramo eno uspešno zgodbo, je pa to top, ne? In takrat, ko sem jaz bila izbrana za Slovenko leta, se spomnim, seveda je bilo to medijsko zelo odmevno, ampak kaj so hoteli novinarji, ne? Prideti, jaz mislim, da bi jih celo v spalnico bi prišli, če bi jim jaz dovolila, da bi prišli, a ne? Tako zelo si želijo zgodb. Seveda je zdaj meja, do katere meje se mi zdaj pustimo novinarjem razgaliti in tako naprej, ampak zelo pomembno pa je, da vemo, da ko stopimo pred medije, ali pa ko se pojavimo v javnosti, da zastopamo vse slepe in slabovidne, ne samo sebe. Ker dobro vemo, kolikokrat smo že slišali kako tako izjavo, ko je se kakšen slep komu zameril, pa so rekli, ja, slepi so pa taki. Slepi so pa taki. In zato je od vsakega od nas odvisno, kakšni so slepi. Kakšen obraz mi nastavljamo v družbi, kako se predstavljamo, kako se pokažemo, kako bodo rekli, ne? Jaz pa poznam, ne vem, eno Urško,
čudovita je, ne, joj, kaj ste slepi, ne, ali pa poznam enega, ne vem koga, pa je rekel, katastrofa, ne, katastrofa, so vsi slepi taki. In zato se moramo neka skupinske odgovornosti bolj zavedati, kot se včasih zavedamo, ne. No, to spet navezujem na tisto, kar sem prej rekla, no, in ta Slovenka leta je bila meni v bistvu zlasti v izziv, prav zaradi tega, ker je bilo možno odpreti marsikatera vrata in marsikatero stvar izpostaviti, se pač takrat potem tudi določene stvari pisala in predsedniku države in predsedniku vlade in tako, ne, v tistem obdobju. Tako, če bi bila takrat recimo v vlogi predsednice zveze, mislim, da bi lahko še bistveno več naredila in tudi Zveza slepih takrat ni znala izkoristiti te možnosti, a ne, prišlo bolj do zavisti, kot pa do tega, da bi to priložnost izkoristili in tudi v naše skupno dobro bi lahko mogoče takrat odprli še kakšna druga vrata več. Drugače pa, ko si vprašala glede še kakšnih drugih takih stvari v življenju, jaz mislim, da si kar dobro povzela, tako da jaz skoraj da nimam več kaj izpostaviti, no. Če bi še pa koga kaj zanimali, pa z veseljem. Ja, jaz na tej točki bi res želela še enkrat dati vam besedo, vsem, ki ste danes si vzeli čas za Zoom kavico, ker vrednost naših Zoom kavic je ravno v tem, da vsi skupaj sooblikujemo te pogovore. Tako da, če ima kdo zdaj kakšno stvar še zapovedati, Goran ima roko gor. Še enkrat lep pozdrav. Sonja, upam, da boš kot predsednica uspela in da boš ustrajala, kot vem, da si oseba, ki ustrajaš v vseh stvareh, poznam te že iz zavoda, in da boš uspela premagati vse težave, ki te čakajo na zvezi, in da ne boš pustila strici iz ozadja, da odločajo namesto tebe. Da boš ti tista, ki boš, kot si rekla, da boš za slepe naredila vse, kar je potrebno. Hvala. Ja, hvala, Goran. Zdaj, kaj to pomeni, da bom uspešna, je zelo relativno vprašanje, vsekakor lepe želje. Mislim pa, da se moramo zavedati, a ne, da vloga predsednice Zveze slepih ni vsemogočna, a ne, in jaz predvsem si želim lepega sodelovanja z vsemi vami. Tako, a ne, kako lahko vsak član Zveze slepih sodeluje? Tako da pošlje informacijo, tako da ne širi laži, tako da preveri, preden kakšno stvar ven da, pa reče, a je tole res, ali tole ni res, a je to mogoče že 100 let stara informacija, ki jo nisem preveril, a ne. Da ne govorimo posplošeno, tako, češ kar tam se pa, mislim, zveza pa to, ali pa društva pa to, ali pa tega ne, a ne. Dajmo preveriti, katero društvo, katera zveza, kdo je odgovoren, kaj se je zgodilo, pa bomo tisto stvar reševali, a ne, torej da ne posplošujemo, da opozarjamo, da pomagamo po svojih močeh, da se vključujemo v društva, a ne, društva so tista, ki lahko delajo samo, če se bojo člani v resnici vključevali. Potem, kako lahko še vsak pomaga? Če srečamo nekega novega slepega človeka ali pa slabovidnega, dajmo ga povabiti v društvo. Pa ne s tem, da mu najprej rečemo, daj plači članarino, pa se včlani. Ne, dajmo ga najprej povabiti na kegljanje, pet z mano, boš videl, kako in kaj. Ljudje se bojijo. Bojijo se tabuizacije, bojijo se biti del skupnosti, ker si, ko slepevajo, še sami težko priznajo, da so slepi ali pa slabovidni, ne? Da se jim to dogaja. In zdaj, če se včlanijo v neko organizacijo, to je podobno, kot sem jaz prej govorila o sprejemanju bele palce, ne? Dokler nimaš palce, nisi slep, ne? Dokler nisi član društva slepih, nisi slep. Tako da mislim, da s tem tudi, a ne, da širimo dobre novice o tem društvu, da se bojo ljudje radi včlanjevali, ker, veste, bolj, ko bomo združeni v društvu, več bomo imeli notranjih potencialov, se pravi, več bo med nami ljudi, ki bodo lahko kaj prispevali v skupno dobro, in tudi naša društva bodo močnejša. S tem, ko bomo močnejša, bomo lahko dobili tudi več sredstev, ker, veste, danes gre vse skozi število. Če bi vi vedeli, koliko imajo delavci Zveze slepih pa društev dela samo s tem, ko prijavljajo tele programe,
pa vodijo evidence s podpisi, pa gor pa dol, vse mora biti evidentirano. No, in s številom je seveda povezan tudi denar in več kot nas bo, bolj ko se bomo udeleževali aktivnosti, več bomo lahko tudi pridobili sredstev za naše dejavnosti. Tako da dajte s tem pomagati društvom, da sodelujete, da se odzivate, da dajete pobude, predloge, da tudi sami kaj sprejmete in tako. Zdaj, kar se pa tiče nasplošno tako moje vloge, pa jaz tudi seveda imam upravni odbor, ki je sestavljen iz enega člana iz vsakega društva, ki ste ga izvolili, na društvih. In jaz zelo računam tudi na te sodelavce, tako da vsekakor skupnimi močmi, no potem pa vsekakor strokovna služba zveze, ki pa tukaj pač potem se po najboljših močeh trudi, da izpolnjuje pač vse te naše želje, ki jih mi prinesemo, zdaj nekaj se da, nekaj se ne da. Tako da jaz res računam na eno tako skupno sodelovanje, ta moja vloga predsednice, jaz vidim predvsem bolj v koordiniranju, spodbujanju sodelovanja, podpiranju dobrih stvari, opozarjanju na tiste, ki pač niso v redu. Seveda daleč od tega, da si ne želim kakšnih napredkov, in tega vemo, da je čas tako zelo hiter, da prenaša vedno nove izzive, vedno nove stvari, ampak tako, veste, težko se je pa boriti za nekaj, pa ugotoviti, da mi nismo za to. Naprimer, področje zaposlovanja, jaz se že nekaj časa ukvarjam z vprašanjem, kako se lotiti tega, pa nisem edina, to vsi delamo, tukaj vsi, ki delamo karkoli na zvezi ali pa na društvih, se s tem ukvarjamo. Ampak potem pa se odpre kakšna možnost, pa se pa vprašaš, ali pa mi sploh imamo ljudi, ki bi radi delali, ki bi se radi zaposlili. In tako, skratka, izzivov je res veliko, jaz se zahvaljujem za lepe želje, jaz se bom vsekakor po svojih močeh trudila, vem pa, da brez sodelovanja pač je tudi moja vloga tukaj prazna. Sonja, sem vesela, da si prišla na to mesto. No, hvala, Kristina. Tudi to je moja učenka, evo, glejte. Ja. Brane, pa še dvignjeno roko? Ja. Roko imam gor. Sonja, za konec, še en zelo tak spomin na prijeten dogodek. Ni treba zdaj podrobno imeni govoriti, ampak če se spomniš, kaj se s Francijem dobila za prvo poročno darilo. Ponvo za palačinke, v kateri smo še včeraj pekli palačinke. A resno? Ja. Bravo. Skratka, da se Zvonko spet spomnil na to, kako je bilo. Ja, peljali smo se od nekje in sva povedala, da se je poročila in sta imela ona dva poročno darilo že kar pri roki. Tako da to je bilo zelo luštno. Je bilo res čisto prvo poročno darilo. Še preden so ljudje sploh drugi vedeli, da sem poročila. Ja, tega so povedala, ja. Ja, tako, ja. Še kakšna stvar, ki bi jo kdo želel reči? Sonja, če lahko jaz, Ivica. Ja, Ivica. O, Ivica, živijo. Jaz sem tako vesela, tako srečna, da je končno, se mi zdi, veš, tista, kako je rekla, tista mentaliteta se je začela spreminjati s takim človekom, kot si ti na čelu. Ker vse to, kar si zdaj danes povedala, to je, meni se je kar toplo mi je pri srcu. In verjamem, da boš uspela s svojo energijo, s svojim žarom, s svojo toplino, s svojo človečnostjo doseči to, da se bojo stvari odvijale v pravo smer. In da si... Ja, hvala, Ivica. Vem pa, da ni enostavno vse to narediti v taki meri, da boš ti, ne vem, zadovoljna, ker ti nisi hitro zadovoljna. Tako da jaz ti sam želim čim manj polen pod noge ali pa nobene, ker edino na tak način bomo lahko imeli vsi, tako ti želiš, za naše skupno dobro, za celo našo skupnost slepih.
pa slabovidni. Hvala ti. Hvala, Julca. Dober dan, mogoče še jaz, Mihela, se oglašam. Lahko? Ja, Seveda. izvoli. Ja, pozdravljeni obe, hvala lepa, odlično kavico, odlično vodenje in seveda ti kot odlična oseba, odličen sogovornik, Sonja. Jaz bi samo to rada rekla, kot sem ti že povedala, da je bil res že skrajni čas, da pride ponovno ženska na čelo zveze. V tem kompleksnem, podivjanem času, jaz včasih pravim, je potrebna ženska energija, komunikacija, povezovanje, včasih veliko bolj kot neka bolj silna, mogoče moč, ki jo imajo moški, ki pa je tudi seveda potrebna, z roko v roki. Tako da iskrene čestitke in res veliko upanja polagamo to, da si zdaj ti naša prva med enakimi. Srečno. Hvala. Hvala, Mihela. Bi kdo še rad kaj rekel? Sonja, pozdravljena. Jaz bi samo rekla iskrene čestitke. Eta. Eta, ja. Ja. No, to je tudi moja sošolka. Me veseli. Hvala. Lepo te je bilo poslušati. Hvala. Pa še jaz bi nekaj rekel, da sem se čisto tako malo spomnil, ko sem Sonjo poslušal, da upam, oziroma niti ne vem, kako je z članstvom po naših društvih, predvsem za mlajšo populacijo, in bi si želel, da bi tudi mlajši slepi in slabovidni se včlanjali oziroma bili bolj aktivni v naših društvih in tudi oni v bistvu prispevali v dobro, kot smo se že danes pogovarjali oziroma poslušali, skupnosti slepih in slabovidnih. Hvala, Matej. Še kdo? Mogoče bi lahko jaz. Izvoli, Sabina. Najprej iskrene čestitke za tole oddajo. Sonja, iskrene čestitke za vse, kar si na svoji življenjski poti dosegla. Velik poklon tudi tebi, Brigita, za to oddajo, za čudovito vodenje. Bi pa opozorila mogoče samo na to, da vsi, ki z vsem srcem in na vse načine podpiramo, Sonja, tvojo dejavnost, tvoj pogum, da si se lotila te funkcije, se moramo zavedati, še enkrat poudarjam, da moramo ti stopati ob strani, ti pomagati, se vključevati, delati, da bo lahko tvoje delo uspešno, ne samo od tebe pričakovati, da boš nekaj naredila v narekovajih, ampak da je to res zveza vseh in v bistvu sem lahko ponosna, da sem del te zveze tudi jaz. Hvala vama in srečno vsem naprej. Sabina, hvala tebi. Hvala, Sabina. Jaz bi mogoče samo en poudarek dala, ki se mi zdi, da ga tudi včasih slepi malo ne vemo čisto dobro, a ne. Mi imamo društva in imamo, pa ni to zdaj odmev na Sabino, ampak samo spomnila sem se zdaj. Mi imamo društva in imamo zvezo, a ne, in zdaj, tako kot sem že prej rekla, a ne, včasih ljudje mislijo, da si aktiven samo, če si aktiven na zvezi. Ne, meni boste pomagali, če boste aktivni na društvih, ker naš interes je stvari, strokovna služba zveze in pa zveza kot taka pokriva, nekako koordinira delo društev, pomaga delom društev, dela stvari, ki so recimo, za katere smo premajhni, da bi jih delali na lokalni ravni. Nekako generalno pokriva vse stvari. Društva so pa tista, iz katerih prihaja dejavnost slepih. In prava pot, recimo za lansiranje neke ideje ali pa nekega predloga,
posredovanje nekega vprašanja ni nujno, da je direktno na zvezo, ampak prava pot je v bistvu preko vaših predstavnikov v društvih, a ne? Zaradi tega, ker samo tako bomo lahko sodelovali, ne? Zdaj, zelo nevarno je, a ne, da bi zdaj vi vsi mislili, a ne, zdaj, če bom jaz s Sonjo sodeloval, to pomeni, da jaz prispevam k zvezi. Pol bom jaz zasuta s celim kupom informacij in potem bom jaz imela obratno pot, pa bom pa jaz morala te vaše želje pripovedovati unim ljudem, ki so na vašem društvu odgovorni, zato da gre to po neki strukturi. Ja, veste, vsaka stvar ima neko svojo strukturo. Vsaka stvar je pač organizacijsko postavljena z nekim namenom, ne? In zato je tako, se pravi, te pobude pridejo preko vaših predstavnikov iz društev, pridejo na zvezo ali pa preko članov upravnega odbora, ki pokrivajo določena področja, pridejo kot pobude na zvezo, jih potem tukaj se obravnava in potem, če se ugotovi, da je to res nekaj, kar bi se dalo izvesti finančno, sicer z našimi močmi, da je potem tudi smiselno in tako, ne, potem se pristopi k izvajanju tega in tukaj šele strokovna služba zveze pride pravzaprav do izraza. Seveda, določene stvari, ki so na državni ravni, recimo mreža spremljevalcev in tako naprej, seveda so potem tudi direktne povezave do zveze. Ampak hočemo opozoriti na to pot, da ne smemo pozabiti te poti in jaz si resnično želim, da vi sodelujete ja, tudi z mano, vesela bom hvaležna, če mi boste kaj napisali, ampak pravo sodelovanje je pa res na ta način, ne? Se pravi, mi imamo tudi zdaj na zvezi zadolžene za določena področja, smo jih že zadolžili, te člane upravnega odbora, in tudi, da oni so v stiku z vami in vi z njimi, a ne? In da po tej poti pač prihajajo stvari, a ne? Ni zveza neka malha, ki bo zdaj lahko izpolnila vsako željo vsakega posameznika, včasih se da več stvari, zlasti teh, ki se tičejo nekega druženja, nekega lokalnega okolja, nekih interesov, neke skupine ljudi, so včasih celo bistveno lažje, da jih uresničite na društvih. No, samo toliko, mogoče ta pot, jaz bom zelo poudarjala te stvari, zaradi tega, ker se mi zdi, da nam tukaj včasih manjka malo informacij, kaj je zveza, kaj so društva in kaj rečemo, da zveza nič ne naredi, kaj pomeni, če rečemo, da društvo nič ne naredi, a ne, v resnici je pa to mogoče en delček zveze ali pa en delček društva in tako, da ne bi tega toliko posploševali, no. Samo toliko mogoče mi je zdaj še prišlo na misel. Drugače pa hvala za vse vaše lepe želje. Jaz sem vesela, da smo vsi veseli, da je tako, kot je, in se bom res trudila v dobro vseh. Jaz upam, da ste se imeli možnost oglasiti vsi, ki ste to želeli. Sonja, jaz bi se ti na tem mestu rada res lepo zahvalila za to, da si nas spustila v svoje življenje, da smo se lahko skupaj s tabo sprehajali po poti tvojega življenja. In ja, tako kot smo rekli, ne, če vsak naredi tisto, kar lahko, nam bo vsem skupaj zagotovo boljše. Tako da na tem mestu bi samo še napovedala naslednjo Zoom kavico, drugi petek v decembru, 12. december, takrat z Branetom Butom na temo osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Hvala vsem in srečno. Hvala.